Čakaj malo, kako zdaj bolnišnice in domovi za starejše? Ni profesor dr. Mrak zanč rekel, da je EU pomoč za zeleno gospodarstvo pa informacijsko tehnologijo. Najboljš, da ga kar pokličem. Konc koncev, ima črn pas iz EU financ. Profesor Jože Delbatera. Zdravo, Jože, kaj te zopet muči? Ja, beremo tej EU pomoči. Pa v kateri pomoči? Teh evropskih sredstev je zelo veliko, zelo različna so, tako da moraš malo bolj natančno mi povedati. Konkretno berem o selitvi oddelka za pljučne bolezni UKC Maribor v nove prostore, pa tukaj omenja nek razpis za 93 milijonov evrov za domove za starejše. Ja, to je pač iz enega programa, o katerem nismo se še precej pogovarjali do sedaj. Gre za program, ki je bil narejen za neko hitro odgovarjanje Evropske unije na tole pandemijo, v katero smo zašli. In jasno, v okviru tega programa, ki se imenuje React EU, to je v bistvu program, ki je namenjen predvsem za zdravstvene stvari, za pomagati v bistvu zadrževati delovna mesta. Gre res za tiste stvari, ki so nujne v trenutku krize. Se pravi, za neko prehodno situacijo do takrat, ko bomo začeli koristiti sredstva iz tega velikega načrta za okrevanje in obnovo. Glede na to, da sva se nazadnje pogovarjala o investiranju v zelene in informacijske tehnologije, to ni to, torej. Ne, to je, jaz bi rekel, komplementarno temu, kar ti praviš, ampak veš kako je, ko enkrat kriza udari, takrat je treba takoj reševati določene stvari. In če je bila to zdravstvena kriza, je logično, da kle rešujemo najprej v bistvu stvari v zdravstvu, in da ne gledamo kle prav hudo na zeleno pa digitalno, pa tisto, kar je res trenutno nujno. Druga stvari rešujemo delovna mesta, pol, ko bomo pa v bistvu te stvari nekako, da rečem tako, ad hoc rešili, potem se bomo pa začeli ukvarjati, kako narediti to našo družbo bolj odporno na malo daljši rok, pa potem pridejo noter te stvari, o katerih smo se pogovarjali. In zato potem rabimo dva posebna sklada. En je dolgoročni, drugi je pa ta kratkoročni oziroma odzivni. To je, tako je zato tudi ime, v angleščini React EU pomeni neko hitro odzivanje, zato je tudi namen teh sredstev, da se bodo lahko koristile v državah, članicah zelo hitro. Praktično bomo lahko iz teh sredstev celo financirali določene stvari, kjer je že država stroške plačala. Jasno, mora bojati za tiste stroške, ki so za to upravičeni. Še ena velika sprememba je tukaj, ali pa bi rekel, stvar, ki je za nas zelo interesantna, je to, da ni potrebno nacionalno sofinanciranje, se pravi, da bo kompletne te stroške prevzel proračun Evropske unije. Tako da ja, to je, jaz bi rekel, res en inštrument, ki je sicer po svojem obsegu zelo omejen, je pa namenjen te takojšnji reakciji na tiste najbolj akutne stvari, ki jih je kriza povzročila. In kam konkretno bi poleg bolnic in domov za starejše Slovenija še morala vložiti ta sredstva? Jaz mislim, da Slovenija bo imela kle na razpolago še en velik paket kohezijskih sredstev, in v tem delu bi verjetno en velik del moral iti na stvari povezane z povečevanjem konkurenčnosti gospodarstvu. So določeni deli tudi v Sloveniji, kjer so določene infrastrukturne investicije še potrebne. Tako da, ko bomo pogledali cel tak celoten paket Evropske unije, ki ga zagotavlja državam članicam, bo to potem zelo celovito finančna pomoč državi, ki je v tej situaciji. Če torej povzamem najin pogovor, so EU sredstva razdeljena tudi glede na to, kako hitro je treba reagirati. Najprej urgentno reševanje, nato pa še dolgoročne naložbe. Hvala, profesor dr. Mrak, upam, da se kmalu spet slišva. Tudi jaz, lep pozdrav, adijo. Adijo.